Dobro jutro vsem skupaj. Vas zanima, kako izgleda sobica za 6 evrov na noč? Evo, lejte, takole je tole. Majhno, z ventilatorjem. Tukaj sem si dal svojo brisačo, pač čisto za vsak slučaj, če ne bi bilo čisto, ampak moram reči, da čisto je kar izgledalo, čeprav vse ostalo je pa bogo. Aha, lejte, še več je, da vam pokažem. Lejte, tole izgleda takole. Veste, kako se vodo potekne? Tako, da se v tole natoči vodo in se potem noter ulije. Tuš tudi tak bolj slab, ampak tako je in nimamo kaj jamrati. Tako da včeraj sem že rekel, da je bil za menoj zelo težak dan. Mislim, težak dan. 11 ur sem bil na avtobusu, ki smo bili k Srdelce. Tam imajo, tam, ko v Indoneziji kupijo avtobus, tiste stare sedeže verjetno ven vržejo in pol dajo noter 5 sedežev, da niso 4, ampak 5. In še bolj skupaj se dajo, zato ker oni so majhni in da pač več ljudi noter spravijo. In jaz še glede na to, da sem imam tale ruzak, moram ga imeti skozi pri sebi, gor ga nisem mogel dati, zato ker je prevelik. Sem takole sedel, pa ruzak mu pred sabo. To je bilo polovico vožnje od 11 ur, ko sem se vozil. Tudi čisto dehidriral sem na avtobusu, zato vprašali, zakaj nisem pil, z preprostega razloga. Skozi bi mogel na WC hoditi in bi me to toliko mudilo, da bi bilo za znort. Je pa problem iti na WC, ne. Kaj če ti avtobusu ide? Ja, zdaj, če WC je tam 2 minute, mislim, da ga vidiš, ko on nekje vstal, je okej. Ampak po eni avtobusni postaji sem ga 3 minute iskal, pa ga nisem najdel. Potem se pa nisem upal, sem rekel, da mi slučajno avtobus ne uide z vso prtljago. Tako da se niti pit nisem upal, tako da sem vse skupaj še malo dehidriral. V glavnem, no, pa ne vem, kako mi je to ratalo. Vozili smo se 11 ur. Jaz sem mislil, da v nekih 5-6 urah bomo prišli. Na koncu se je to zavleklo na 11 ur. In pol prišel sem malo čez po 11 uri, sem tukaj v ta kraj prispel. In takrat se mi že malo spalo in sem že malo dremal na avtobusu in sem zamudil avtobusno postajo. Oziroma, glede na to, da ni to čist majhen kraj, sem mislil, da bo tu tudi, ne, ko sem karto kupil in rekel, ne, terminal. Sem rekel, ja, terminal v tem kraju. Sem rekel, to bo videti orang, ne. No, pa je to nekje v cestu stavil. Sicer sem slišal neki kraj tega imena, ampak jaz sem mislil, se to kaj drugo je in enostavno nisem šel dol. Potem me je pa take karte prodajal, je šel mene, pa me vpraša, kam grem, pa sem povedal, ta Prombolingo in je rekel, jo, tu si pa zamudil. Jaz sem rekel, nejte, pa ustavite, grem jaz dol, ne. No, in v bistvu sem zamudil sem ene pol kilometra, kasneje so mi pol ustavili. In bila je čista noč. Se mi čudno zdelo, zakaj se toliko temno, nikjer, nobene luči, nič. Ampak dobro, strah me ni bilo niti malo, ne, ker kaj če se ti pa narediti, ne. Zdaj sem razmišljal, ne, kje najdeti taksi, hotel moram še bukirati preko Bookinga. In potem sem videl tam 200 metrov stran eno osvetljeno džamijo. Sem rekel, grem jaz skaj, da je saj luč, da lahko jaz prenosnik ven vzamem, pa si najdem neki hotel, da ga bukiram, probal bom najdeti nekega blizu, pa da pol pridem, ne. No, in jaz pa s tistim kufrom grem to tam po cest, sem šel kar po cest, čeprav so nasprot vozili, zato ker tam po Makedamu s tem koleščkom to ni šlo. Ta kovček imam pa 25 kg težak, ne.
No, tam je potem en človek ustavil, če kaj rabim, da mi pomaga. Sem rekel, ja, da taksi iščem do enega hotela, ne. In on, ja, da me bo on peljal, ne. Sem rekel, dobro, mi še ceno povedal, ki je bila sicer smešno nizka. Sem rekel, okej, štima, ne. No, se je pa izkazalo, da je človek hotel, da me bo na skuterju peljal. Jaz sem rekel, kje boš na skuterju peljal, kaj pa ta prtljaga? No, pol je pa se on znašel, da bo pa kolega pa na drugem skuterju peljal, ta moj velik kufer, ne. Sem rekel, ne, majster, to ne bo šlo, ne. No, pol pa grem jaz proti tisti džamiji osvetljeni, ne, pa vidim eno tablo, neki homestay. Sem rekel, grem pa tole pogledat, če je hotelček. In pridem, sicer čista tema, ampak potem se pa tam pult od recepcije, se pa le en človek nekaj pokaže, sem rekel, soba, ja, evo, in sem dobil tole za 6 evrčkov. Hvala Bogu, da sem našel, čeprav je to najbrž najslabša nastanitev, v kateri bom bil na tem potovanju, sem bil te nastanitve tako vesel, da ne morete verjeti. Se šel stuširati, umit in spat in sem spal, čeprav je jogi tak čuden, ampak sem spal do 6 zjutraj, ki me je ura zbudila, sem spal ko ubit. Tako da zdajle, pa še na cilj nisem prišel, ne. Na cilj nisem prišel, moj cilj je še 100 kilometrov naprej. Tako da zdajle grem lepo kele na ono avtobusno postajo in naprej do tega cilja. To je ene ful hude slapove grem pogledat, ne. Zdaj, zaradi te situacije sem majčkeno jezen nase, ampak ne zato, da sem se včeraj matral pa to, pa da je bilo težko na avtobusu. Ne boste verjeli, saj to je kar hitro minilo. Ampak najbolj me žre to, da sem en dan na potovanju izgubil, ne. Izgubil sem ga pa zaradi svojega slabega planiranja. Jaz sem preveč tak, jaz kar mislim, da bo. Kar mislim, da bo. In zjutraj sem šel, včeraj, ko sem bil v Džokdžakarti, sem šel na avtobusno postajo in sem rekel, ja, to mi je avtobus direktno, kaj dolgo pa je. Pa se je stvar zelo zakomplicirala. Direkt avtobusa do tega slapova ni bilo. Pa so mi na oni prvem avtobusni postaji rekli, da moram iti na drugo. Pa sem šel na drugo, s tem, da je bila ta prva ene 5krat bolj izgledala, tako da tam so najbrž malo boljši avtobusi hodili, na tem ta drugem pa taki, ko to tam opjeva. Tako da sem potem na tem avtobusu pristal, ki je ne vem, koliko smo imeli, 350 kilometrov ali pa 400 maksimalno, pa sem se to vozil 11 ur, ne. Časa mi je škoda, ker sem tle na potovanju, ne, namesto da bi neke znamenitosti gledal, se pa na avtobusu vozim, ne. Tako da zaradi tega sem jezen, no. Zdaj, danes grem pa do tega slapu, po slikah ful hud zgleda, jaz upam, da bo vreden tega, da bom zaradi njega, mi bo vzelo 3 dni potovanja. To je v končni fazi 10% potovanja, ne. 30 dni, še manj kot 30 dni, najbrž ne, 29 bom na potovanju. Tako da zaradi tega sem majčkeno jezen nase, no. Tako da zdajle spokam pa lepo grem proti avtobusni postaji. Upam, da najdem ta avtobus. Zdaj sem si to tako zamislil. Jaz sem si zamislil, da bi na primer iz Maribora dobil direkten avtobus do Šentlovrenca, to je tista mala vasica, v kateri jaz živim. No, čisto tako ni, ampak približno tako. Tako da tole je to. Grem jaz zdajle na avtobusno. Sicer včeraj podzvečer, ko sem prišel, sem 1 liter vode spil, toliko sem jo tukaj dobil. Imel sem sicer eno plastenko, ki sem jo kupil nekje, ampak to sem na avtobusu pozabil, ker je bilo treba sem hitro dol skočiti. Sem še ful razmišljal, da ne bom slučajno kaj pozabil jaz na avtobusu, ki je ponavadi, ki je taka gužva, lahko hitro kaj pozabiš. Tako da to hvala Bogu nisem. Tako da zdajle še kakšno vodo kupiti, ja. Pa jedel sem tudi nazadnje pred 24 uram, pa sploh nisem nič lačen. Tako da zdajle si bom neke banane kupil. Banane je edina stvar, ki mi paše jesti, drugega mi sploh ne paše, tudi
meni v tej vročini neko meso pa take zadeve sploh ne paše. Tako da ne vem zakaj, ampak se ne obremenjujem zakaj, pač jem tisto, kar mi je všeč. Sadje je tukaj ogromno, tako da jem sadje. Tako da neke banane sem kupil, ne vem, banane so mi najbolj zapasale in grem potem do tistega slapu. Upam, da pridem normalno, tako da upam, da se vam zelo kmalu javim iz tam. Zdaj, s tem bojo pa čudovite slike, tako da poglejte se jih, na Instagramu jih bom objavljal. Nič, če vam bil ta video všeč, ga všečkajte, napišite kakšen komentar, naročite se na moj YouTube kanal in smo na vezi. Lep pozdrav iz Indonezije. Adijo.